Prvi gimnaziji v Mariboru reče tudi valilnica AGRFT-jevcev. Trenutno imajo na šoli kar 5 dramskih skupin in nekaj njihovih članov je danes tukaj z nami. Teo, Peter, Maja in Katja, živijo. Da prebijemo let, ne bomo začeli s pogovorom, ampak smo za vaju, ki ste igralki pripravili eno luštno igrico na zvočni signal. Boste odigrali karkoli piše na temle kartončku, je prav? Pa lahko kar začnemo. In scena. Toliko za uvod, katera je bila najtežja. Zaigrana slabost. Kako pa se lotite predstav? To pa je odvisno od tega, ali so skupine že formirane, ali pa se na novo formirajo. Ker če so na novo, potem se je treba najprej ujeti. Pa treba to kemijo ustvariti med igralci. Pa delamo ogromno na artikulaciji, na gibanju in vsem tem. Če pa se že poznamo odprej, če pa že dlje delamo, pa gremo direkt na tekst ali pa na čtiva razno preučevati. Koliko prstov pa ima vmes vaša mentorica, koliko pa tekste izbirate sami? No, glede teksta najprej mi zberemo sami nekaj ideje, na to jih predstavimo našemu mentorju. Zatem, ko mentor sestavi tekst, pa ga skupaj pogledamo in dodamo kakšne popravke ali pa kaj vzamemo stran. Ko govorimo o gledališču, imamo velikokrat v mislih igralce, ampak v gledališču je veliko več ljudi, ki poskrbijo za to, da je predstava dobra. Teo, kaj je tvoja naloga in kako jo upravljaš? Jaz sem v gledališču kot odrski tehnik. V tem primeru pač skrbimo za brezhiben potek predstave skozi komunikacije z igralci, z mentorji, pripravimo tudi svetlovno podlago, glasbeno podlago, da je res to finiš totalni. Veliko dela, skratka. Ja. Katja, kaj pa naredi predstavo, dobro predstavo? Ja, zagotovo že sama povezanost igralcev, tako kot je že Maja povedala. Potem sodelovanje tudi z mentorjem. Pomembno je, da se z mentorjem tudi razumemo in da smo sproščeni. No. Peter, ti se ukvarjaš tudi z lutkami. Ja. Zakaj so ti blizu? No, na začetku, ko smo začeli z lutkami, nam pravzaprav v celotni skupini niso bile lutke ravno naklonjene, smo imeli res tista težka obdobja. Na koncu smo potem ustvarili enkratno predstavo, celo zmagali tudi na tekmovanju v vizijah. A v prihodnosti pa računate tudi na to, da boste v gledališču delali ali imate drugačne načrte? Teo? Verjetno bom še ostal, ki je zraven, ampak v bistvu bo pa drugi. Katja? Ja, moja želja je iti tudi na AGRFT, zato ker se pač na odru res počutim sproščeno, pa ker to delam že tudi 4 leta. No. Maja in Peter? Enako. Enako, ja. Naj bo vaša prihodnost čim bolje odigrana in zaigrana.